Če potrebujete štirikolesni pogon, večjo oddaljenost od tal, dobre vozne lastnosti in udobje, potem je tole zelo dober kompromis. X1 ni prevelik in preglomazen, da bi bil štorast in v tem avtomobilu tudi ne boste delovali naduto. Po tej rahli prenovi deluje malce bolj simpatično, sploh v tej bolj elegantni barvi in leta se mu poznajo samo pri nekaterih elementih v notranjosti. Ključ je še starejše oblike, tile merilniki ravno tako, no in zaslon je manjši od najsodobnejših. To pa je vse. Sedi se super, sicer malce višje in posledično bolj pregledno, volan iz paketa M je perfekten in lega na cesti je tudi zelo dobra. X1 ni pretrd, pravzaprav se zelo lepo pelje, kar pri teh višjih vozilih sploh ni samoumevno. Tudi hiter in zabaven zna biti, če bo potrebno. Je pa vseeno hecno, da pri ceni skoraj 50 000 evrov nima tempomata. No, ni hecno, je kar grozno. Takšen dvolitrski dizelski motor je več kot dovolj zmogljiv in verjetno bo najpogostejša izbira. Me ne čudi, ker je zelo dober, s porabo 6,5 litra je tudi dovolj varčen, glede na to, da je pogon stalni štirikolesni, le zvok je malce preveč robat. Ampak to bodo poslušali predvsem pešci, ker je X1 znotraj dovolj zatesnjen. Segmenti polterencev zadnje leta kar cvetijo. Kljub štirikolesnemu pogonu in kljub pomočniku pri spuščanju po klancu navzdol, tole seveda ni pravi terenec, bo pa super za zimo. Predvsem pa X1 še vedno ne razočara med vožnjo. Res se lepo pelje po cesti.